Če bi lahko samo eno stvar svetoval nekomu, Ja, katera bi to bila, ne? Glede prehranjevanja? zmernost. Ne cukor, recimo, ali pa prav zmernost je bolj... Če bi dejansko bilo treba izpostaviti eno stvar, bi izpostavil zmernost. Predvsem zato, ker ni težava v sami hrani oziroma v samih snoveh. Okay? Težava je v količinah, ki jih mi vnašamo v svoje telo. Ok, to je zelo zanimivo. Ja. Recimo, zdaj, kar se meni zdi, oziroma razlog, po mojem mnenju, zaradi katerega je taka velika zmeda, je v bistvu ta, da iz vseh smeri zdaj letijo različne opcije oziroma različni načini prehranjevanja. Te so podprti z vsemi možnimi raziskavami in za temi pač stojijo strokovnjaki. Težava je pa, da se te najbolj priznani strokovnjaki ujamejo v past lastnega ega. Okay? Večina, ne vsi, si želijo biti tisti, ki bodo definirali, kater način prehranjevanja je najboljši. Okay? Samo en način prehranjevanja. In jasno, ljudje pač ne vejo, kje začeti, ne vejo čemu slediti, kaj prakticirati. Moje mnenje je pač takšno, da je to konkretna napaka in bi bilo treba stopiti korak nazaj. Okay? Kar lahko naredimo, tisti, ki želimo pač pomagati, da čim večji število ljudi zaživi polno zdravo življenje, je to, da pogledamo, kaj je skupnega načinom prehranjevanja, ki se smatrajo za zdrave. Okay? In to je tista ničla točka, če lahko tako rečeva, iz katere je treba izhajati. Okay? In zdaj, kaj je skupnega vsem tem načinom? Sigurno je to zmernost. Okay? Vsi izločajo enostavne sladkorje, poudarjajo, koliko pomembna je zelenjava, izpostavijo raznolikost, izpostavijo nepredelana živila, kakovostna živila, treba se izogibati alkoholu in tako naprej. In to je tisto, kar bi bilo treba pač skupnosti predati, to je tisto, kar bi bilo treba skupnosti približati in najti način, da to pač čim večje število posameznikov sprejme. Od te točke naprej pa potem mi lahko, glede na lastno telo, odločamo o tem, katera različica oziroma katera varianta je tista, ki bo nam najbolj odgovarjala. Okay? Ne glede na vse, smo posamezniki in to, kar recimo dobro deluje zate, pa za tvoj življenjski slog, ni rečeno, da bo deloval tudi zame. Tukaj imaš verjetno v mislih kakšne te ketonske diete, pa... Vse možne, od ketonskih, pa LCHF, pa low carb, paleo, nideni. In zanimivo je tako, da potem se zadnjič v zaprti skupini na Facebooku, ki jo imamo za naše sledilce, sem spremljal en pogovor, šlo se je za eno težavo, da se ne bom zlagal, mislim, da je bilo govora o holesterolu. Okay? In ker sem se pogovoru priključil malo kasneje, se je že med tem razvila debata. Okay? Meni je uspelo doseči super rezultat s tem in s tem načinom. Ja, meni pa s tem in s tem. In v bistvu so se ljudje začeli med sabo tako malo napadati in potem smo lepo razložili stvar. Ok, oba sta dosegla super rezultat. Se pravi, ne gre se za to, da je ena rešitev boljša od druge, ampak kar sta prav naredila so te in te in te in te stvari. In to so tiste, to je tisto, kar ostali iz skupine lahko... A te so bile skupne stvari? Skupne stvari, okay. Ja. Okay. Se pravi, malo sta pa še drugače in potem sta mislila, to so da je ta paket tako, kriv. Ja. Tako, neka razmerja med makrohranili so tista, ki bodo čudežno delovali, pač ne. Zmernost in ostale stvari so tiste, ki bodo prinesle rezultat. Se pravi, ti nekomu ketonske diete ne priporočaš kar tako. A komu sploh priporočaš? Ja, v bistvu situacija je taka. Mi, kar se tiče naših programov, skušamo v osnovi predstaviti zmeren pristop do življenjskega sloga, kar pomeni, da ne govorimo samo o prehrani, ampak izpostavimo tudi, koliko pomembno je gibanje, spanec, zdravi odnosi in tako naprej. In zdaj, če v skupini pride nekdo in reče, ok, ful se mi dopade ketonska dieta, sem poskusil, kakšno je vaše mnenje, nobenega problema. Ok, si poskusil, so dobri rezultati, lahko ti svetujemo, lahko ti pomagamo. Okay? Nikoli praktično ne rečem, to ni ok, tega ne početi in tako naprej. Razen, če gre zdaj za neke te trapaste diete, lahko tako rečeva. Dej, kar izpostav. Recimo, ne vem, kaj je povezano, zadnjič je bilo v eni reviji dieta z zelnato juho, nekaj na to varianto in potem so ljudje samo zelnato. Samo tako in normalno je, da pač zgubijo
težo, ker voda zapusti telo in tako naprej. Dobre, to so taki ekstremi, ki so tudi mainstream zdravniki lahko rekli, skoraj vsi, da so nezdravi. Tako, recimo, ne? Da nimajo neke pač smiselne podlage. Na dolgi rok. Okay. To mi je bilo zanimivo, ker si rekel, zmernost je ena stvar, ki recimo največ ljudi kiksne. Ne? Kaj pa ta intermittent fasting na splošno, to je post, ne? Tako. V bistvu, kaj pa tvoje mnenje glede teh stvari? V bistvu, ker je bilo v povezavi s tem predvsej vprašanj, sem se pred kratkim sam odločil, da se tega lotim, predvsem zato, da lahko, kot so prej omenila, delim svoje mnenje. Okay? Sigurno gre za način prehranjevanja, ki ima zelo dobre temelje, tako kar se tiče preobrazbe kot zdravega življenja. Bi pa rekel, da ne gre zdaj to za neko čudežno rešitev. Največ teže je spet zadeva pridobila zaradi številnih rezultatov v povezavi z izgubljenimi kilogrami, ampak ko zadevo razdelamo, je pač to posledica nižjega vnosa kalorij, kot pri vsaki drugi dieti, ki prinese, oziroma načinu prehranjevanja, ki prinese rezultate. Gre za način prehranjevanja, ki spet izpostavi kakovostna živila. To ne pomeni, da bo v teh 8 urah, ko lahko jeva, pojedla vse možne opcije. In se pravi, okno, v katerem lahko ješ, se bistveno zoža in posledično ljudje lažje pojejo manj hrane, če so striktni. Okay? Tako da, kar se mene tiče v začetni fazi, sicer to vejo vsi, ki se tega poslužujejo, prvih 14 dni je mogoče malo zahtevnih, ker se še vedno kdaj pojavi tista lakota, ki jo je treba premagati v delu dneva, ko ne ješ. Kasneje pa v bistvu ni nobenih večjih težav, če je dobra organizacija tista, ki poskrbi, da pojemo pač vsa hranila, ki jih moramo.